Pozdravljeni, dobro jutro. Upam, da ni prezgodnja ura, da ste si pripravili kakšno kavico. Veseli nas, da ste se zbrali v takšnem številu. Ja, razlog je jasen. Od ponedeljka bo spet vse drugače, šport se odpira. Ja, vprašanje pa je, v kolikšni meri veliko vprašanj, veliko neznank. Zato smo tukaj, zato ste vi tukaj, cenjeni obiskovalci, in zato so tukaj vsi tisti, ki so odgovorni za naš šport in za to, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. Prisrčno pozdravljam predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvezd Bogdana Gabrovca. Z nami je tudi doktorica Mojca Dupona, generalna direktorica Direktorata za šport pri ministrstvu. V nadaljevanju boste spoznali tudi Zvezdana Mikića, višjega svetovalca Direktorata za šport. Verjamem, da bo deležen velikega števila vprašanj. V naši družbi pa sta tudi z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani profesor dr. Gregor Jurak in izredni profesor dr. Vedran Hadžić, doktor medicine. Ja, čisto na kratko, v nadaljevanju boste najprej slišali razmišljanja in seveda navodila vseh, ki so tukaj prisotni. V nadaljevanju pa seveda pridejo na vrsto vaša vprašanja, najprej tista, ki ste jih poslali že vnaprej. Naši gostje bodo seveda na to vse skupaj odgovorili. Verjamem, da boste z odgovori zadovoljni. Na to vprašanje, ki jih boste zapisali tukaj na vprašanja in odgovori, verjamem, da aplikacijo Zoom vsi dobro poznate, in če bo ostalo kakšno vprašanje še neodgovorjeno, lahko tudi v živo dvignete roko in vas bomo seveda spustili naprej. Če smo že pri kavi, ja, naj bo tale današnja razprava čim bolj konstruktivna, naj bo morda tudi v tem znaku tega današnjega dne. Ni potrebno, da smo vsi skupaj zaljubljeni en čez drugega, ampak bodimo spoštljivi drug do drugega tudi v tej razpravi. Torej, naj se vse skupaj začne. Prvega seveda k besedi prosim očeta našega športa v tem trenutku, gospoda Bogdana Gabrovca, predsednika Združenja športnih zvezd, ki vas bo tudi nagovoril. Dobro jutro, gospod Gabrovec. Gospod Gabrovec, samo vklopite še vaš mikrofonček. Gospod Gabrovec, spodaj levo imate mikrofonček. Vi imate trenutno prekrižanega. Kliknite nanj, da se odpre, da vas slišimo vsi. Odlično. Odlično. Ja, se opravičujem za nevedenje o novem računalniku in tehniki. Ja, lep pozdrav. Moram reči takole, da mi je Sašo skoraj večino tistega mojega uvodnega nagovora, predvsem z pokazanim srcem, na nek način na današnji Valentinov dan odvzel, ampak nič hudega. Vedno se treba v športu znajti, kot temu rečemo, in seveda športniki smo kar navajeni na to. Jaz ne bi vzel minute ali pa, bom rekel, kar nekaj minut tega prepotrebnega časa za konstruktivno razpravo v vidu odpiranja slovenskega športa v naslednjem tednu oziroma v naslednjih tednih. Bi pa res tudi apeliral na vse nas zbrane, da za to našo razpravo današnji dan na nek način doprinesemo k resnično rahljanju, bom rekel, predvsem odnosa do športa, če sem prav in verjetno sem razumljen, hkrati pa tudi seveda, da bodo ti predlogi, kateri bodo prišli ali pa so že preko vprašanj ali kako drugače postavljeni, na nek način obrodili tudi v naslednjih tednih, kot se temu reče, sadove, z željo in ciljem, da smo vsi zmagovalci. To pa pomeni, da je zmagovan naš slovenski narod, ki vemo, kaj v svetovnem merilu športa pomeni. Tako da še enkrat lep pozdrav.
in seveda želim uspešno delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Gabrovec. Verjamem, da boste kasneje deležni tudi še kakšnega vprašanja. Seveda pa vabljeni v nadaljevanju tudi vi k razpravi, če bo karkoli, kar vas še muči. Predstavil sem jo že, pa dajmo jo še vsi enkrat skupaj pozdraviti. Z nami je izredna, doktorica Mojca Dupona, generalna direktorica z Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Lep pozdrav, gospa Mojca. Lep pozdrav vsem udeležencem današnjega srečanja, tole nedeljsko jutro, kar pomeni, da smo se zbrali v kar velikem številu, več kot 300 udeležencev. In to smo ljudje, ki imamo šport radi, ki nam je mar za ukvarjanje s športom. In zato pač je današnji namen, da bomo se seznanili seveda z novimi odloki in pa pač tudi še enkrat obnovili vse higienska priporočila, kako na varen način v večji meri spet odpreti šport. Moramo se zavedati, da je zdaj ni več samo 1000 športnikov ali pa nekaj čez 1000 športnikov, ki jim bo od jutri naprej dovoljeno se ukvarjati s športom, ampak to gre zdaj za več tisoč športnikov, registriranih športnikov, ki se bojo ukvarjali seveda, kot bo potem kasneje predstavljeno, še vedno v nekoliko okrnjenih okoliščinah in pa seveda zraven tukaj še na več 100 tisočev rekreativnih športnikov, zato je ni odveč danes res močno poudarjati, da to odpiranje športa mora biti narejeno na varen in pa predvsem na odgovoren način. In zato smo tudi potem pripravili video, ki vam bo mogoče kasneje v pomoč, da boste lahko večkrat ga pogledali, ne samo vi, ampak predvsem tudi vsi udeleženci v športu. Dejstvo pa je, da smo vsi zelo pogrešali, še najbolj verjetno športniki, to možnost, da se zdaj lahko vrnejo nazaj v šport. In zdaj tukaj, pri tej vrnitvi v šport, seveda imamo vsi pomembno vlogo. Jaz sem sicer tukaj kot predstavnica ministrstva, tudi ministrstvo ima svojo vlogo, trenerji imate svojo vlogo, verjamem, da je marsikateri trener danes prisoten in seveda tudi športne organizacije, odgovorni pri športnih organizacijah. Žal mi je, da se velikokrat v javnosti sliši prav iz ust trenerjev, kako se je delilo v prvorazredne pa drugorazredne športnike. Tukaj bi res rada apelirala na vas, da tega ne počnete v prihodnje, zaradi tega, ker s tem date zelo slabo sporočilo svojim športnikom, predvsem tistim, ki ste jih sami uvrstili v drugorazredne športnike, tiste, ki mislijo, ki jim ni bilo do zdaj priznano kot neka posebna izjema. Kajti športniki se že tako sami zelo dobro, glede na svoje rezultate, uvrščajo ali pa še prehiter dajo pač nek predznak, so uspešni ali pa niso uspešni. V teh res izjemnih razmerah je potrebno športnikom vliti to notranjo motivacijo. Jaz se zavedam, da je to težko v teh danih razmerah, še posebej, ko je bilo potrebno delati vse na daljavo, definitivno zelo težko. Zato pa zdaj, ko je možnost, ko bo to veliko število registriranih športnikov prišlo v vadbeni proces, je pač potrebno jim dati to neko notranjo moč, da bodo nadaljevali in vztrajali seveda na varen način spet s športno aktivnostjo. Po drugi strani pa tudi športne organizacije morajo dati to potrebno podporo, komunicirati v čim večji meri, ne zdaj samo se pravi zveze, pač ta komunikacija med zvezami mora iti vse do najmanjšega kluba, društva. Ta navodila mora biti jasna in učinkovita, iskati neko oblike dovoljenega, varnega načina ukvarjanja s športom, pomagati jim glede testiranja, to, kar bomo tudi v nadaljevanju govorili, da bo to teklo vse čim bolj jim pomagati, da se ne bo vsako društvo posebej ukvarjalo in iskalo informacije. Seveda pa tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo tukaj
mislim, da je tudi današnji dogodek prav temu namenjen, da vas iz prve roke informiramo, predvsem o odloku, o vsebini odloka, tudi o zaščitni opremi, ki jo organizacije imajo možnost dobiti kot upravičen strošek pomoči države, tudi kot za testiranja, ravno tako, in pa seveda mi si bomo še naprej prizadevali, da bodo športniki le prišli na to prioritetno, zaresno prioritetno listo cepljenja in da bodo dejansko tudi imeli možnost, čim bo pač to mogoče tudi biti cepljeni, zato da bo pač ta udeležba in pa predvsem tekmovanja potem v športu še bolj varna za njih. Tako da evo, danes, kot je že rekel predsednik Olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec, imamo tak poseben dan, Valentinov dan, kjer je značilnost prijateljstvo. Jaz razumem, da je to, kar smo danes naredili, ali pa kar bomo naredili, da bo to narejeno v timskem duhu, predvsem z namenom, da bomo se pravi, jaz dostikrat rečem, da ni najbolj uspešna tista ekipa, ki je najbolj sestavljena iz najboljših posameznikov, pa tista, ki kot celota najbolj deluje, in verjamem, da bomo predstavniki danes, tisti, ki smo penalisti, in pa tudi vsi udeleženci, ki bodo postavljali vprašanje in dobili odgovor, tista zmagovalna ekipa, ki bomo vrnili veliko število športnikov varno nazaj v šport in ne samo vrnili, tudi tam jih obdržali. Se pravi, dolgoročno čim dlje časa, ampak vsekakor je to na nas, kako bomo to izvedli. Hvala. Doktorica Mojca Duponja, najlepša hvala. Da bi bilo čim bolj varno, predvsem pa, da bi bilo dovoljeno, kaj je dovoljeno, kaj ni, na kakšen način se prilagoditi temu. To bodo gotovo tudi vprašanja za glavnega inšpektorja, ki je z nami. Pomahajmo doktorju Simonu Slokanu z Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Kasneje bo seveda prišel tudi k besedi, še prej pa je tukaj v naši družbi višji svetovalec Direktorata za šport, Zvezdan Mikić. Še kakšna beseda, dve o odloku, o njegovi vsebini, gospod Zvezdan? Ja, hvala, dobro jutro vsem. Upam, da je jutranja kavica že padla, mogoče niti ne prva, mogoče že druga. Jaz sem pa, oziroma smo na direktoratu pripravili tudi eno predstavitev PowerPoint, da bomo lažje sledili tem zadevam oziroma predstavitvi, tako da, če dovolite, bi jaz to predstavitev kar zagnal. Evo. V parih besedah oziroma poskušal bom kratko povzeti to, o čemer govori novi odlok oziroma bom rekel noveliran odlok, ki do določene mere, kot je direktorica že prepovedala, odpira šport oziroma športno dejavnost. In sicer, kot veste, predvsem zaradi odločb Ustavnega sodišča so odloki, ki jih vlada sprejema, zelo časovno omejeni, in glede na to, da je vlada ta odlok sprejela 11.2., se je odločila, da kakšen dan nameni športni srednji, da se nanj pripravi. Zaradi tega ta odlok začne veljati oziroma se začne uporabljati s ponedeljkom 15. februarjem in velja do 19. februarja. Verjamem, da vkolikor bo epidemiološka situacija taka, kot je v tem trenutku, oziroma če se bo tudi izboljševala, da bo tudi odlok doživel podaljšanje. Zdaj, glede na to, da je ta predstavitev jutranja predvsem namenjena tekmovalnemu športu, smo v tej predstavitvi zajeli ali pa izpostavili tiste sestavine, ki naslavljajo oziroma predvsem govorijo o tekmovalnem športu, se pravi delo tekmovalnega športa v smislu priprav na tekmovanja in potem en del, ki je posvečen tudi izvajanju oziroma udeležbi na tekmovanjih. Kot ste že najverjetneje prebrali, je jasno ali pa pač odlok govori o tem, da je treniranje dovoljeno naštetim skupinam športnikom, kot so vrhunski,
se pravi olimpijski, mednarodni, svetovni razred, potem perspektivni, se pravi to so najboljši mladi športniki, ter poklicni športniki oziroma tisti, ki opravljajo šport kot dejavnost v obliki samozaposlene osebe, ter vsem tistim športnikom, ki jim odlok v prvem in drugem odstavku 3. člena dovoljuje izvajanje športnih tekmovanj oziroma udeležbo v športnih tekmovanjih. Za te športnike velja, da se lahko v bistvu neomejeno udeležujejo ali pa brez nekih omejitev udeležujejo pač treningov, seveda ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tako splošnih kot tistih specialnih, ki jih naslavljajo higienska priporočila za izvajanje športnih tekmovanj oziroma treningov kot priprave na športna tekmovanja. V drugo skupino smo razvrstili tiste športnike, ki jim je seveda tudi treniranje dovoljeno, ampak pod določenimi malo bolj posebnimi pogoji. Eno so seveda mlajši športniki, to so športniki registrirani v starostnih skupinah mladinci in kadeti, v tako imenovanih mehurčkih. Zdaj te mehurčke je treba v tem novem odloku razumeti kot bistveno bolj sproščen obliko zamejenega treniranja, se pravi kot mehurček se razume predvsem zaokrožena skupina športnikov s pripadajočimi trenerji oziroma strokovnimi delavci, ki se redno srečuje in trenira. Se pravi, tukaj ni več definicija, da morajo športniki biti nameščeni v posebnih nastanitvenih zmogljivostih, hotelih, kjer se prehranjujejo, kjer dejansko živijo in od koder se odpravljajo na treninge, ampak v bistvu športniki tukaj živijo normalno svoje življenje doma, v svojih družinskih okoljih in se od tam seveda odpravljajo na treninge, ker se srečujejo z člani ene in iste ekipe, s katero trenirajo. Se pravi, to je ta mehurček, ki ga moramo tako razumeti. In ta mehurček je predpisan za kadete in mladince, ki so člani državnih reprezentanc. Zdaj, zadnja skupina športnikov so vsi ostali športniki, ki so registrirani in niso omenjeni v prejšnjih alinejah, se pravi, vsem je od zdaj naprej oziroma od ponedeljka dovoljeno treniranje, ampak brezkontaktno in tudi v skupinah do 10 oseb. Kaj to pomeni? To pomeni, da pač se lahko športniki znova dobivajo na treningih, seveda v zaprtih prostorih ali pa na odprtem, pri čemer je treba treninge izvajati tako, da športniki ne prihajajo na razdaljo, ki je manjša od 2 metra, se pravi, da ohranjamo to neko varno razdaljo in da pač se na ta način omejuje ali pa znižuje verjetnost prenosa okužb. Se pravi, kot je direktorica povedala, v bistvu s temi sprostitvami je omogočen trenažni proces dejansko vsem registriranim športnikom v Republiki Sloveniji, ki vemo, da jih je cirka 70.000. Zdaj pa veliko vprašanj dobimo tudi na temo, pa ali lahko tudi trenirajo, ne vem, otroci 7-8 let, ali lahko, ne vem, mi v organizacijah, ki recimo nimajo uradnih tekmovalnih sistemov in tako naprej. Pomembno je poudariti, da odlok naslavlja športnike, se pravi tiste osebe, ki so v skladu z zakonom o športu registrirani kot športniki in to jasno opredeljuje 32. člen zakona o športu. Zdaj, mi lahko v vsakem trenutku preverimo, kdo je športnik in sicer z obiskom javno dostopne baze registriranih športnikov na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, vtipamo želeno ime in priimek posameznika in takoj bomo dobili informacijo, ali govorimo o osebi, ki ima status športnika ali pa ne. Se pravi, pomembna sestavina tekmovalnega športa so seveda športna tekmovanja in odlok po novem sprošča tudi izvajanje športnih tekmovanj v kolektivnih športih, ki so pač do zdaj bili našteti, se pravi hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal oziroma mali nogomet, tudi za tekmovanja drugega kakovostnega ranga na državni ravni, se pravi ligaška tekmovanja na drugem kakovostnem nivoju, ter tudi mladinska ligaška tekmovanja najvišje kakovosti na državni ravni. To je novost v tokratnem odloku. Ter če pogledamo pri individualnih športnih panogah, so sproščena tudi državna prvenstva oziroma tekmovanja na najvišji ravni za mladince na podoben način. Zdaj, z interpretacijo
Zdi se mi, da je prav Balinarska zveza postavila to vprašanje, ali lahko se tudi ligaška tekmovanja na državni ravni štejejo tudi kot državna prvenstva, ki jih je dovoljeno izvajati. Naš odgovor je da, se pravi v individualnih športnih panogah imamo tudi take športe, ki izvajajo tudi ligaška tekmovanja z enako težo, kot bi bila državna prvenstva, in tudi ta tekmovanja je dovoljeno izvajati na enak način. In pomembno je poudariti, da izvajanje športnih tekmovanj ne velja le za izvajanje tekmovanj na domačih tleh, ampak seveda tudi za udeležbo na tekmovanjih v tujini enakega ranga oziroma za organizacijo tovrstnih tekmovanj v Republiki Sloveniji. Tukaj bi rad samo opozoril še na eno določilo, ki ga odlok vsebuje že ves čas, in zdi se mi, da vse nacionalne športne zveze, ki so nosilke uradnih tekmovalnih sistemov, mogoče znajo pozabiti na to določilo, in sicer odlok določa, da organizatorji tekmovanj so dolžni sporočiti ministrstvu pristojnemu za šport podatke o odgovorni osebi vsakokratnega tekmovanja. To pa zato, da vemo, kdo je odgovorna oseba in ki na nek način mora tudi skrbeti, da bo tekmovanje izvedeno v skladu z določili ne samo tega odloka, ampak tudi drugih omejitev in priporočil, ki jih ti težki covid časi predpisujejo. Se pravi, jaz bi prosil vse nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo športna tekmovanja, da nam pravočasno in sicer pred izvedbo tekmovanja posredujejo podatke o samem tekmovanju, torej naziv tekmovanja, kje poteka tekmovanje in kdo je tista oseba, ki je za to konkretno tekmovanje odgovorna oziroma njeni kontaktni podatki. Postavljajo se tudi vprašanja, kako je zdaj z razpoložljivo površino oziroma ali je predpisana površina minimalna za izvajanje športne vadbe in seveda razdalja med športniki. Pri tem vprašanju moramo ločiti dve skupini športnih vadb. In sicer športno vadbo za športnike, ki lahko to športno vadbo izvajajo brez nekih dodatnih omejitev. Za njih ni predpisana niti minimalna razdalja, niti število športnikov v športnem objektu. Seveda pa je treba upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za tekmovalni šport oziroma za športna tekmovanja, v katerih piše, da je vsaka športna panoga dolžna pripraviti posebna priporočila, protokole za varno izvedbo vadbe. Se pravi, za vsako športno panogo posebej je glede na značilnost tega športa določeno, ali pa pač so zveze pripravile priporočila, na kakšen način organizirati vadbo, da bo tveganje za prenos okužb čim manjše. Kadar pa govorimo o tistih drugih o skupini športnikov, ki jim je dovoljena športna vadba v skupinah do 10 oseb na razdalji do 2 metra, je pomembno poudariti, da tudi tukaj ni predpisane minimalne površine na posameznika. Predpisano je samo minimalno oziroma maksimalno število vadečih v skupinah, in to je do 10. V to število ne sodi strokovni delavec v športu, ki takšno vadbo vodi. Se pravi, če imamo skupino 10, je to potem plus trener. Ampak ne glede na to, pa zaradi intenzivnosti vadbe in zaradi dinamike same vadbe na direktoratu priporočamo, da zaradi lažje določitve števila vadečih v prostoru upoštevamo neko arbitrarno določeno površino 20 kvadratov na osebo. Zakaj je to pomembno poudariti? Predvsem zaradi tega, ker smo dobili vprašanja na temo recimo števila skupin v nekem športnem objektu. Če imamo nek večji športni objekt, ki ima recimo 1000 kvadratnih metrov, smo prejeli vprašanje, ali je možno v takem objektu izvajati vadbo za več skupin športnikov, recimo 2 skupini športnikov, in zato se nam zdi pomembno, da povemo, da odgovorimo, seveda, možno je izvajati tudi vadbo sočasno večjih skupin športnikov do 10, ampak seveda na ustrezni varnostni razdalji in upoštevaje vse veljavna omejitve oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dr. Slokan bo v nadaljevanju tudi povedal kaj več o recimo ne samo določilih nadzora, ampak o omejitvah, ki izhajajo tudi iz
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je v smislu obravnave trenažnega procesa pomembno misliti tudi na vse povezovalne poti oziroma na ves proces, ki poteka od prihoda športnika na trening do odhoda. Se pravi, ne gledamo samo dogajanje na igralni površini, ampak moramo upoštevati tudi dogajanje ob vstopu športnikov v športni objekt, do uporabe garderob, sanitarij in tako naprej. Tako da ves ta čas je organizator športne vadbe in tekmovanj dolžan zagotavljati varnost in spoštovanje ukrepov za varno izvajanje vadbe. Se pravi, število vadečih, kot sem prej omenil, ni predpisano maksimalno število vadečih, imamo predpisano minimalno razdaljo in sicer je to pomembno izpostaviti predvsem v tistih skupinah športnikov, ki jim je od zdaj naprej dovoljeno tudi proces športne vadbe, se pravi treningi v skupinah do 10. Vprašanja so bila postavljena tudi glede uporabe športnih objektov, ali in katere športne objekte lahko izvajamo za športno vadbo oziroma za športne programe, ki jim je v skladu z odlokom, katerih izvajanje je dovoljeno. Se pravi, uporabljajo se lahko vsi športni objekti, ki jih zakon naslavlja oziroma ki jih omenja, tako zaprti kot odprti, tako zasebni kot javni športni objekti in tudi šolski športni objekti, se pravi telovadnice, jih je dovoljeno uporabljati. Zavedamo se, da v določenih lokalnih okoljih zaradi varnosti ali pa zaradi strahu pred širjenjem okužbe se lokalne skupnosti odločajo, da zamejijo ali pa da ne dovolijo uporabe športnih objektov za športno dejavnost. Odlok naš dovoljuje uporabo tudi šolskih športnih objektov za treninge in za tekmovanja in vkolikor se bo ali pa kolikor se pojavi problem pri namembnosti ali pa pri dovoljenju za uporabo tega objekta, vas prosimo, da nas obvestite in bomo poskrbeli ali pa potrudili se bomo, da bomo pomagali priti do teh športnih objektov oziroma prepričati lokalno skupnost, da je možno uporabljati športne objekte, tudi šolske športne objekte, na varen način za izvajanje športne vadbe športnikov. Zdaj, ena novosti, ki definitivno na pomemben način posega na področju izvajanja športnih programov, je obvezno testiranje, ki ga ne samo naš odlok, ampak vsi odloki trenutno veljavni zapovedujejo in se govorijo o tem, da za določene skupine uporabnikov športa je potrebno imeti negativen test na virus SARS-CoV-2. Zaradi lažjega razumevanja smo tukaj predstavili to na nek sistematičen način in sicer, kadar govorimo o športnih tekmovanjih, je pomembno vedeti, da vsi udeleženci športnih tekmovanj, vsi tisti, ki se nahajajo na kraju izvajanja tekmovanja, morajo imeti dokazilo, da so negativni na virus SARS-CoV-2 in da to potrdilo ne sme biti starejše od 7 dni. Se pravi vsi, in športniki, in trenerji, in sodniki, in delegati, zapisnikari, pobiralci žog, čistilci tal, pač vsi tisti, ki se takrat nahajajo tam, morajo imeti ustrezno potrdilo, da pač niso okuženi oziroma še druga možnosti, ampak to bom pač na naslednjem slajdu predstavil. In tudi strokovni delavci v športu, kadar govorimo o nekem trenažnem procesu, ki se redno dogaja, morajo prav tako imeti dokazilo, da niso okuženi oziroma da so pač negativni na SARS-CoV-2 in to potrdilo ne sme biti starejše od 7 dni. Testiranje je seveda dovoljeno z obemi metodami, se pravi ali s PCR metodo ali z testom, hitrim antigenskim testom. Zdaj, tisti, ki so cepljeni, seveda tega potrdila, potrdilo o testiranju ne potrebujejo, ampak morajo seboj imeti vedno potrdilo, da so bili cepljeni 2-krat oziroma da so bili cepljeni skladno z določili Ministrstva za zdravje, ki je navedlo, katera cepiva so seveda priznana in kakšen je ta časovni razpon, znotraj katerega bi morali biti cepljeni.
Prav tako ne rabijo se testirati tisti, ki so COVID-19 preboleli, in sicer v 6 mesecih od takrat, ko so bili okuženi, in to izkazujejo z ustreznim potrdilom, se pravi ali s potrdilom, iz katerega izhaja, da so bili pozitivni v tem obdobju, ali pa pač potrdilom zdravnika, da so pač COVID preboleli. Dobili smo kar nekaj vprašanj v zadnjih parih dneh na temo izvajanja testiranja. Določene nacionalne panožne športne zveze so si nakupile zalogo hitrih testov, ampak in odgovor na vprašanje, ali lahko sami izvajajo testiranje, je žal ne, saj je Ministrstvo za zdravje postavilo jasne smernice, s katerimi je določilo, katere inštitucije imajo javno pooblastilo za izvajanje hitrega antigenskega testiranja, in sicer to so javni zavodi in koncesionarji oziroma pooblaščene organizacije za izvajanje takšnega testiranja. Le njihova potrdila o negativnem testu veljajo kot uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev neokuženosti. Zdaj, pojavljajo se tudi vprašanja glede povračila stroškov testiranja in kot veste, nacionalne panožne športne zveze, ki so nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji, so tudi upravičene do povračila stroškov testiranja skladno z PKP 7. S PKP 8 je veljavnost tega ukrepa podaljšana do konca letošnjega leta in nacionalne panožne športne zveze lahko oddajajo zahtevke enkrat mesečno za povračilo teh stroškov. Prosili bi ali pa prosimo, da nacionalne panožne športne zveze obvestijo športna društva, svoje članice zvez, da lahko priglasijo pri nacionalnih zvezah stroške, ki jih potem zveze enkrat na mesec lahko oddajo v obliku skupnega zahtevka za povračilo stroškov. In zdaj se bližam koncu. Pomembno je seveda videti in vedeti, kakšna so druga priporočila in omejitve pri izvajanju športne dejavnosti. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so objavljena vsa priporočila, ki so bila sestavljena in objavljena že iz jesenskega oziroma spomladanskega časa, in ta priporočila naslavljajo tako uporabo športnih objektov, zaprtih in odprtih, naslavljajo način izvajanja specifičnih vadb, kot so smučanje, uporabo fitness naprav v fitness centrih in tudi izvajanje športnih tekmovanj. Se pravi, za vsako tipično ali pa posebno obliko športne vadbe obstajajo priporočila, zaradi česar je pomembno, da se teh dokumentov poslužujemo, saj nam bojo pomagala, da bomo organizirali športno vadbo na varen način. Z moje strani je v grobem to in veselim se nadaljnjih vprašanj s ciljem razjasnitve še nerazjasnjenih zadev. Gospod Mikič, najlepša hvala, res je bilo to izčrpno. Za trenutek ostanite še z menoj. Nekateri ste se nam pridružili malce kasneje, zato naj ponovim, kakšna so pod narekovaji pravila postavljanja vprašanj. Na vprašanja bomo odgovorili v čim večji meri, takoj, ko bo to mogoče. Najprej bodo na vrsti predstavitve, potem vprašanja, ki ste jih poslali že prej, včeraj in predvčerajšnjim, na to vprašanja, ki jih pošiljate tukaj pod vprašanja in odgovori, in na to še vsi, ki ste v živo in boste dvignili roko. Drznil si bom tukaj narediti eno izjemo, gospod Mikič, ker ne gre za vprašanja, ampak navdušili ste mnoge z to vašo predstavitvijo, recimo Gorazda Pogorelčnega, našega priznanega skakalnega trenerja, pa še koga, in sprašujejo, ali je možno, da se takšna interpretacija odlokov, kot so danes predstavili, pošlje na posamezne panožne zveze, oziroma kot sprašuje Borut, se da to predstavitev kje tudi dobiti, da lahko potem razpošlje vsem klubom in trenerjem? Da, predstavitev bomo poslali Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki ima najlažji dostop do zvez in njihovih članic, da to lahko tudi razpošlje. Se mi zdi, da bo to najhitrejši način za. Najlepša hvala, prepričan sem, da so s tem odgovorom zadovoljni. Veliko stvari ste nam povedali, ogromno, tako da prosim, ne bodite, gospod Mikič, užaljeni, če se bo katero izmed vprašanj ponovilo, kajti stvari je bilo res veliko. Najlepša hvala še enkrat.
Nadaljujemo pa z predstavitvijo poudarkov o načinu varnega načina izvajanja športne vadbe in tekmovanj. K besedi pozivam nekoč izvrstnega plavalca, zdaj profesorja doktorja Gregorja Juraka z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Hvala lepa, Saša, za uvod. Najprej bi rad poudaril, da športna stroka zelo pozdravlja odpiranje športa. Sicer smo predlagali nekoliko drugačen pristop, ki se nam je zdel malo bolj enostaven, ampak vsekakor začetek zelo dober in tudi pozdravljamo to današnjo delavnico, da skušamo neke poudarke dati, ki se nam zdijo zelo pomembni. Že oktobra smo začeli temo okrog odpiranja slovenskega športa na Vseslovenskem kongresu športa za vse in skupaj z izvajalci, se pravi z tistimi, ki delajo tudi na terenu, se pogovarjali, pod kakšnimi pogoji bi lahko odpiral šport. Šport se mora zavedati, da šport ni imun za okužbe z SARS-CoV-2 in zaradi tega smo tudi skupaj z ministrstvom in OKS-om zasnovali tako imenovan koncept varne športne vadbe. Ravno zaradi tega, da ne bi prišlo ponovno do zapiranja športa. Tudi v prihodnje si bomo zdaj prizadevali, da to, kar je zdajšnji odlok, skušamo dogovoriti tudi, da pogoji tovrstni trajajo tudi v rdeči coni. Namreč ideja stroke je, da takoj, ko preidemo recimo iz zelene v rumeno cono, vzpostavimo drugačne pogoje vadbe, kjer je ključno to, da zagotovimo ustrezno razdaljo, namreč virus se prenaša preko aerosola in to se moramo zavedati. To pa ne pomeni samo znotraj športne vadbe, ampak tudi pred in po vadbi, zaradi tega poseben poudarek velja tudi na odgovornost tistih, ki vodijo vadbo, da opozarjajo vadeče v času vadbe, pa tudi pred in po vadbi. Namreč, ko je NIJZ preučeval, kje je prišlo do okužbe tudi v športu, so identificirali ravno te prihode oziroma tudi odhode na tekmovanja, recimo v skupnem avtobusu, kjer niso bili upoštevani tovrstne zahteve. Se pravi, ključna zadeva prva, ves čas imeti ustrezno razdaljo med vadečimi, če pride do razdalje, ki je manjša od 2 metrov, takoj nataknemo masko. Druga zadeva, kolikor je možno vadbe izvedemo zunaj, zaradi tega, ker je tam prezračenost bistveno boljša in to je vezan tudi na ta tretji pogoj, ki je zelo pomemben v zaprtih prostorih, se pravi prezračevanje, intenzivno prezračevanje zaprtih prostorov, ki onemogoči to kapljično okužbo. Tako da jaz tu ne bom več preveč izgubljal besed in bom predal besedo še kolegu Vedranu, ki je tudi zdravnik po izobrazbi in je bil toliko dober, da je skupino naših študentov zelo na hitro uspel tudi narediti en filmček, ki bo nazorno prikazal okrog teh nekih ukrepov pri varni vadbi. Izvoli, Vedran. Grega, hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu. Danes je res Valentinovo, je dan ljubezni in mislim, da smo zbrani tle tisti, ki imamo ljubezen do športa. Se pravi, to je tisto, kar nas trenutno povezuje. Jaz se bom pridružil besedam od Gregorja glede v bistvu tistih zelo pomembnih stvari. Če nas je karkoli ta pandemija naučila, upam, da je to, da nič ni samoumevno. Se pravi, da ni samoumeven ne šport, ne to, da lahko športamo, gledamo, spremljamo ta šport in ga živimo. In v bistvu je res ta odgovornost vsakega deležnika v športu zelo pomembna. To vzdrževanje razdalje, kakorkoli se nam zdi, spet bom to besedo uporabil, samoumevno, pojdite v trgovino pa pogledajte na blagajnah, kako zadeve izgledajo in potem v bistvu nehote zadevo lahko ogrozimo. In jaz ravno tako mislim v bistvu, da če želimo dobro športu in ker sem prepričan, da vsi trenerji to znate narediti v bistvu in vsi športniki znajo biti odgovorni in tudi zgled, da se res teh navodil striktno držimo, se pravi, in da je tako zagotovimo možnosti, da se športa ne bo potrebno več zapirati. To tudi z moje strani, jaz tudi ne bom dolgo vezal, ker mislim, da so stvari tlele, bi rekel, precej jasne. Bom pa zdajle zavrtel ta video, tako da 8 minut traja, pa prosim, če si lahko skupaj ogledamo, potem pa nadaljujemo z predstavitvijo.
Takole. Lepo pozdravljeni na vadbi. Prosim, če kar ohranjate razdaljo in greste po označeni poti do rdečih stožcev, kjer odložite vsa oblačila. Tule, preden vstopite, si razkužite še roke in sezujte si čevlje na vhodu ter jih nesite do stožca, kjer bo vaša garderoba. Potem pa se kar pridružite razporejenim pripomočkom v dvorani. Kar izvolite. Tako, vsi smo pripravljeni na vadbo step aerobike, zdaj pa še nekaj navodil, preden začnemo. Torej, ostanete pri svojih rekvizitih, tudi uteži imate vsak zase. Na koncu bomo to vse razkužili, preden pride naslednja skupina. Torej, ostanete okrog svojega rekvizita, nekje 2 metra naprej nazaj se bomo premikali. In pa pred začetkom prosim, da kar še snamete maske na pravilen način in začnemo. Tako, zdaj smo zaključili z našo vadbo. Prosim, če si nadenete maske, tako na pravilen način in varno zapustite prostor, vzamete svoje stvari, greste po isti označeni poti nazaj, si razkužite roke pred izhodom in se vidimo naslednjič. Jaz pa bom poskrbela za razkuževanje vseh pripomočkov. Hvala lepa! Lep pozdrav vsem, kako smo? Ste v redu? Kakšne spremembe počutja, koga boli glava, mišice, brez energije? Ok, odlično. Potem pa, če smo vsi v redu, lahko gremo kar v dvorano, ohranjajte to varnostno razdaljo, pa pred vstopom si tamle razkužimo roke, potem pa stvari odložimo, vsak ob svojem stožcu, boste videli označeno ob žogi na tla in počakamo vsak na svoje mesto. Super, zdaj, ko ste odložili stvari, lahko previdno snamete masko, odložite na svoje stvari. Ob stvareh imate tudi žogo, ki so bile že razkužene, tako da so pripravljene za vadbo. Žogo imejte vsak svojo od začetka do konca ure in uporabljajte samo svojo žogo. Po koncu ure jo odložite v za to namenjeno košaro. Zdaj pa kar prosim prvi trije, da greste na tisto polovico, drugi trije na to. Ves čas bodite na svoji polovici. Ok, primi žoge, počasi jih vrnete v košaro, si razkužite roke in greste do svojih stvari.
Živijo, ste zdravi, se počutite v redu? Super. Evo, mi bomo danes v bistvu telovadili skupaj, par stvari bi rad povedal na začetku. Samo ogrevanje bomo naredili ločeno, tako da boste vsaka na svoji strani dvorane v bistvu posnemala vaje, ki jih bom kazal. Ta glavni del vadbene enote sem oblikoval tako, da sem pripravil vama zaporedje vaj, točno določeno, na tak način, da se bomo čim manj srečevali. Punce, pozdravljene, vi imate pa res rade nogomet, vidi se, da za vas ni ovir, niti koronavirus, niti sneg vas ne ustav, tako da super, da ste z nasmeškom na obrazu prišli na varno vadbo. Danes bomo pokazali, kako lahko varno vadimo tudi v teh korona časih. Seveda smo zunaj na prostem, na velikem nogometnem igrišču, lahko vzdržujemo medsebojne razdalje. Tudi jaz kot vodja vadbe, če lahko ohranjam stik, sem lahko na prostem trenutno brez maske, imam pa vedno masko s seboj, če pride slučajno potreba, da pride do tesnega stika, si jo pač varno nadenem na obraz in lahko nadalje ukrepam. Za varnost je poskrbljeno na treningu, ker jaz kot vodja vadbe zagotovim, da predhodno so rekviziti razkuženi in da tudi sam trening, sama vadba poteka na način, da so zagotovljene medsebojne razdalje. Prav tako pa je seveda tudi na vas, da se pred vadbo razkužite oziroma da vsakodnevno spremljate svoje zdravstveno stanje in seveda v primeru kakršnega koli simptoma ostanete doma in se posvetujete z svojim zdravnikom, kako naprej. Evo, na koncu v bistvu tega video prispevka bi jaz sam še enkrat res opozoril, v bistvu ta pomen tega, da se na vadbo pride zdrav. To bi moglo veljati že pred to epidemijo in vedno, in tudi po njej, se pravi, telovadimo, športamo res samo, ko smo zdravi. Opozoril bi še eno zadevo, v bistvu to je pa varno vračanje v šport tistih, ki so že preboleli, se pravi COVID. V ponedeljek bo na Zdravniški zbornici Slovenije potekalo strokovno srečanje ravno s to tematiko, torej o varnem vračanju tako vrhunskih športnikov kot rekreativcev k intenzivnejši vadbi. Ko bodo ta slovenska priporočila pripravljena, bomo prek OKS-a, prek Odbora za vrhunski šport, Komisije za zdravstveno varstvo tudi posredovali v bistvu te informacije, ker vemo, da pač bolezen lahko pusti tudi določene posledice in bomo videli, kakšen sistem bo zagotovljen, da bomo to presejanje ustrezno upravljali na državni ravni in zagotavljali v bistvu res tudi varno vrnitev potem športnikov, ki so COVID preboleli. Toliko še z moje strani. Hvala. Gospod Hadžič, najlepša hvala. Enako velja za vas oziroma za ta filmček kot za predstavitev gospoda Mikića. Videli ste morda sami lahko odzive, izjemno dobro predstavljeno. Kdaj se bo lahko filmček videl, kje? Morda že takoj kmalu na YouTubeu. Potrebujejo ljudje, ki se ukvarjajo s športom, jasna navodila, kako in kaj. Bomo pripravili povezavo, tako kot je tudi Zvezdan povedal prej, in bomo posredovali do OKS-a, ki po mojem res ima največji doseg do teh deležnikov. Bo pa tudi na straneh Fakultete za šport to dostopno, tako da pač verjamem tudi ministrstva, tako da bomo probali to zadevo urbi et orbi narediti, da je dostopna.
Odlično. Eden izmed naših poslušalcev, če lahko tako rečem, je predlagal celo YouTube, ker tako najširše zajame vse, tudi tiste mlade, ki se morda ne ukvarjajo tako resno športom, pa je to vendarle zanje tudi zelo pomembno. Gospod Vedran Hadžič, najlepša hvala. Ja, nadaljujemo pa še z gospodom Simonom Slokanom, ki je v naši družbi glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport. Gospod Slokan, boste strogi? Lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da ne. Dejstvo je, da je naš namen vsem skupaj danes to, da ozavestimo ljudi, da si želimo res šport odprti v čim večji meri. Ampak danes je bilo nekajkrat poudarjeno ta odgovornost. Jaz bom poskušal povedati nekaj o osebni odgovornosti vsakega posameznika, seveda pa ne morem mimo tega, da povem tudi nekaj o odgovornosti in o vlogi inšpektorata, ki pač nadzira izvajanje teh aktivnosti v športu. Tako da verjamem, da bom doprinesel k temu, da bomo jutri še boljši in da bomo dejansko odprli lahko šport v celoti, kot je tudi predsednik OKS-a povedal na začetku. Zato bom poskušal biti res kratek in jedrnat povedal, mi dejansko izvajamo nadzore na tem polju od meseca oktobra, ko se začeli ukrepe. Nekako smo do tega trenutka naredili približno 1700 nadzorov v okviru izvajanja dejavnosti v športnih objektih, na športnih tekmovanjih in seveda v tem sklopu nadzirali nekaj tisoč tudi posameznikov, ki so izvajali različne vadbe. Zdaj jaz lahko povem, da imamo ugotovitve v dveh sklopih. En sklop je, da je ta del, ki je bil dovoljen, tudi zelo dobro spoštoval vsa priporočila, izvajal ukrepe in tako dalje, da pa je seveda tisti del, ki je bil zaprt, nekako poskušal velikokrat, če bi rekli po športno, pa trenutno poteka svetovno prvenstvo, tudi slalomirati med nekimi določili in poskušati izvajati neke aktivnosti, ki so pa bile v nekem trenutku prepovedane. Tako da mi si danes v tem trenutku želimo, to je bilo tudi večkrat od mojih kolegov predhodnikov že poudarjeno, da smo seveda jutri še boljši in da se odpere zgodba v celoti. Seveda pa samo pod enim pogojem, ali pa pod večmi, ampak rečemo enim temeljnim, da se zavedamo tega, kaj je danes dovoljeno, da se zavedamo tega, kaj se priporoča. Filmček pred mano je bil odličen, ki je pokazal, kaj je vse možno, kako se vse možno da izvesti vsaka dejavnost in da bomo to izvajali varno. Pa bom prvo biti nepesimističen, vendar moramo se zavedati, če bo slika epidemiološka spet slabša, sem prepričan, da bo tudi na športu slabše v tem smislu, da bodo se neke ukrepe spet povzeli, ki se pa sigurno nihče ne želi. In zdaj neke ugotovitve so že bile poudarjene, pa bom še sam povedal. Tudi vprašanja so šli na to temo, ali lahko več skupin v istem večjem športnem objektu. Seveda formalno lahko, ampak kot ste videli, mi se bojimo in tudi ob nadzoru ugotavljamo, da se skupine ob vhodu mešajo. To pomeni, ne vem, bilo je vprašanje hokejske zveze, ledena dvorana, 10 vadečih, mi bi lahko imeli 30, ki bomo dvorano razdelili. Super, seveda je ledena ploskva nekaj drugega, kot je na vhodu, ko pride 30 otrok, ki jih pripelje še, ne vem, 30 staršev in tako dalje. Imamo že v predprostoru lahko 50-60 ljudi. Kot ste videli, treba je ohraniti razdaljo, treba je zdržati neke druge ukrepe in tu velikokrat pozabljamo na to zgodbo. Velikokrat gledamo tudi mi, ko pridemo na inšpekcijski nadzor, ko pogledamo celotno sliko, ugotovimo, da je sama zgodba v procesu vadbe odlično speljana, da pa v predhodni fazi, pa v fazi, ko grejo otroci ali pa tudi ostali vadeči domov, zadeva bistveno drugačna. Tudi oba kolega iz Fakultete za šport sta to poudarila. In tu je tisto opozorilo, če res ne želimo imeti okuženih, dajmo ta organizacijski vidik prilagoditi temu, da ne bodo te skupine res takšne, kot je določeno, 10, pustimo profesionalni vrhunski šport, ki se že danes zavedal, da mora te ukrepe vzdrževati odlično, je to tudi odlično izvajal, ampak pri rekreaciji smo pa zelo, tudi danes ugotavljali zelo na meji in se aktivnosti vedno poskuša prilagoditi tako, da bomo v čim večji meri izvedli neke aktivnosti. Dajmo si prvo prioriteto, da nas je čim manj okuženih, da nas čim več ostalo zdravih, če tako rečemo, tudi z vidikov športa in potem zadevo razpeljemo. Tako da naš poziv je tudi zelo splošen, ampak zelo direkten. Smo odlični do zdaj bili pri izvajanju ukrepov, govorimo o športnikih. Ampak če želimo, da bomo šli še naprej v odpiranju, kot je bila tudi želja vseh nas, potem dajmo vzdrževati danes te ukrepe, ki so določeni, sem prepričan, da se drug teden ali pa čez 14 dni razahljali in bomo čez mesec dni lahko vsi prosto vadili, kot je to bilo pred epidemijo.
ampak to lahko naredimo samo vsi skupaj z tem, da se držimo vseh priporočil, vseh določb, ki so danes predstavljene strani kolega Mikića, strani kolegov z Fakultete za šport in ki jih mi dejansko nadziramo. Pa eno opozorilo, bilo je nekaj tudi vprašanj, tudi zdaj komentarjev, nadziramo pa samo mi tega. Recimo testiranje in tako dalje, testirajo tudi zdravstvena inšpekcija, ki je tu zelo konkretna, zelo direktna in želi imeti, recimo pri testiranju, ki pač vlečemo paralelo z nekih drugih dejavnosti, ki so že testiralo prej, recimo šolskega prostora, želi imeti potrdilo, dovolj je sicer SMS v telefonu, vendar mora biti cela linija, prvo obvestilo, potem potrditev in tako dalje. Ni samo zaključen sporočilo, veste, prihajalo že do zlorab, ponarejanja in tako dalje. Tako da ne gledamo na zgodbo, kako bomo prenesli okrog sistem, ki pač določa, recimo tudi danes testiranje, ampak dajmo si kot družbeno odgovorni državljani postaviti to zgodbo v glavo, da želimo biti zdravi, želimo prispevati k temu, da bo se šport tudi še bolj odpiral, dajmo upoštevati v tem trenutku te ukrepe ali pa te določila, ki so trenutno predpisana. Zraven si jih priporočil ni, ki jih je pa tudi Fakulteta za šport pripravila. In tako kot sem poudaril na začetku, prepričan sem, da bomo v nekem doglednem času, pa relativno hitro, lahko zadeve še bolj sproščali. Mi bomo pa tisti, ki bomo seveda zadevo nadzirali, svetovali, pomagali in poskušali dejansko biti odlični na vseh poljih. Hvala. Najlepša hvala tudi vam. Podali ste že en odgovor na vprašanje, a obstaja sploh kakšen prijazen inšpektor? Obstaja, tule smo ga sedaj videli, čim več takšnih. Najlepša hvala, gospod Simon Slokan. Na vrsti so vaša vprašanja, na katere pozivam, da odgovorita doktorica Mojca Dupona in Zvezdan Mikić. Veliko vprašanj že tistih, ki so prišli predčasno in tih danes, tako da vaju lepo prosim, dame imajo prednost. Seveda, osredotočite se, če se le lahko, na tista najpomembnejša, tista najbolj pereča, na tista, na katere se vama zdi, da ljudem, ki se s športom ukvarjajo, še vedno niso dobili odgovora. Gospa Mojca, izvolite. Hvala lepa. Jaz se Zvezdana zmenila, da bo v glavnem on odgovarjal. Jaz vmes, ko sem pogledala ta vprašanja, je nekaj vprašanj takih, ki bi verjetno Olimpijski komitej mogel odgovoriti v zvezi z kategorizacijo športnikov. Tako da, Zvezdana, daj najprej ti to, kar se samo nas tiče, a ne pa potem mogoče OKS kategorizacijo. Zmenjeno. Skratka, ja, jaz sem po četu oziroma pod vprašanjih sem preletel in poskušal jih nekako povezati v neke smiselne skupine in mogoče, če začnem tukaj, kjer si ti končala, in sicer vprašanje glede vseh tistih, ki nimajo statusa športnika skladno z 32. členom Zakona o športu. Kaj pa z njimi? Kako pa naj bi oni izvajali športno vadbo oziroma treninge? Nič hudega. Odlok o omejitvah pri izvajanju športnih programov omogoča tudi športno vadbo tako imenovanim rekreativcem, se pravi, da vsi tisti, ki ne sodijo v skupino športnikov, tako kot je določeno Zakonom o športu, lahko vadijo seveda na razdalji najmanj 2 metrov in v skupinah do največ 10 oseb plus trenerji. Tako da tisti otroci ali pa tisti mlajši od 10-12 let ali pa tisti, ki niso registrirani zaradi tega, ker zveze niso mogli v lanskem letu izvesti tekmovanj, na podlagi katerih se potem športniki registrirajo, lahko organizirajo vadbo za svoje športnike oziroma za športnike v skupinah do 10 na razdalji, se pravi enako kot velja za rekreativce, se pravi v skupinah do 10. Zdaj pa mogoče bi skočil na skupino vprašanj. Mogoče na tej točki, prej smo se že inšpektorjem o tem pogovarjali, vse, Simon, bi ti tle dodal kaj pri temle? Takrat, ko bo potreba, bom se vključil, se spremljam. Samo sem tudi zdaj še bral vprašanje. Takrat, ko bo, zaenkrat je to ok. Zdaj bi pa prišel mogoče na sklop vprašanj povezanih s testiranjem. Tukaj sem zaznal par vprašanj. In sicer vprašanja, ki so povezane z veljavnostjo testa, se pravi v odloku, sicer je besedna zveza, ki teste omejuje na veljavnost testa na 24 ur. Dovolite mi, da pač tukaj izpostavim, da je zaradi tiskarskega škrata se je malo nekaj zalomilo. Skratka, razumeti je potrebno, tako kot sem napisal že v predstavitvi, da je veljavni test tisti,
ki je star ne več kot 7 dni. Se pravi, hitri antigenski test ali pa PCR test, ki ni starejši od 7 dni. Se pravi, pač od tistega dneva, na katerega morate imeti veljavnost testa, tako da ni 24 ur, ampak je veljavnost testa 7 dni. Potem vprašanje vezano za kritje stroškov. Stroški testiranja nacionalnim panožnim športnim zvezam oziroma zvezam, ki so nosilke uradnih tekmovalnih sistemov, se stroški povrnejo skladno z metodologijo, ki je določilo Ministrstvo za finance. Zahtevek se oddaja preko sistema e-davki in sicer veljavnost ukrepa, kot sem omenil, je do konca leta 2021. Na to temo bomo imeli naslednji teden tudi eno posebno, predavanje ali pa pač predstavitev. Mogoče samo, da povem, da se bo zdaj enkrat mesečno oddajalo in sicer do zadnjega dne v mesecu. Za tekoči mesec se bojo lahko zahtevki oddajali preko sistema e-davki. Potem vprašanje je bilo vezano za teste, ali so zveze upravičene tudi do polnitve stroške izdaje potrdil od zdravnikov v okviru tega paketa. Sem razumel, ne. Se pravi, paket PKP 7 govori samo o povrnitvi stroškov testiranj in nakupa testov. To se mi zdi, da je v zvezi s testiranjem vse. Potem... Zvezdan bi jaz tu skočil, če lahko. Ja, izvoli. Ja. Zvezi testiranj samo eno. Prej je bilo pri kolegu Zvezdanu poudarjeno športno tekmovanje, tudi znotraj se je pojavilo to vprašanje, pa eno opozorilo, ki smo tudi danes ugotavljali v nadzorih. Danes je točno določeno, kdo je lahko na športnih tekmovanjih in vsi morajo biti testirani, če smo pri testiranju. Kjer se je ugotavljalo tudi predhodno v nadzorih, ki smo jih mi izvajali, je bilo to, da je bilo kar nekaj ljudi na športnih tekmovanjih, ki so bili vsi neki sodelavci kluba. In včasih je bilo tudi do 30 ljudi na tribune, ki smo vedeli, da so starši dejansko otrok, klubi so pa jim zdali neko potrdilo, da izvajajo neke pomoči v klubu in zato trenutno ali pa na tekmovanju in zato je trenutno v dvorani. Danes bodo vsi ti mogli imeti tudi negativne teste. Zato klube tu pozivamo, dajte razmisliti, to je spet smo pri tistem, poskušamo narediti neki obvod, da naredimo 5-6 ljudem neko pozitivno izkušnjo, da lahko pride v dvorano, danes morajo biti testirani. In vi kot organizator ste dolžni imeti seznam oseb, ki so notri in ali ste preverili, če so testirani. To zdravstveni inšpektorat sporoča. To pomeni, bodo individualno preverjali, ampak vi kot organizator boste mogli imeti neki seznam, ki da se je izkazalo, da so vsi tekmovalci in tako dalje testirani, ali bodo vam dali izjave in da ste jim dovoljeni. Toliko so samo testirani zraven tekmovanja. Če jaz bi mogoče imel eno vprašanje, kako je v bistvu z ugotavljanjem protiteles, tisti testi, ki preverijo samo v bistvu raven protiteles, a velja samo HAGT pa PCR test. A se to mogoče ve? To mislim, da je tako. Ja, no, za tiste, ki imate, pa zdaj so že tudi izkušnje z drugih področji, ki se že testirajo, tisti, ki imate hitri test pozitiven, morate iti na PCR test, če tisti negativen je potrdilo negativnega testa PCR, tisto, ki je merodajno in skazuje to, da niste okuženi. No? Okay? Tako da PCR test je na koncu tisti krovni test, ki dokazuje prisotnost ali pa odsotnost teles. Lahko nadaljujem, kjer sem stal. Se pravi, vprašanje je vezano, ali mora kontaktna oseba, ki jo 5. odstavek 5. člena odloka dovoljuje kot odgovorno, imeti kakršnokoli določeno izobrazbo ali pa usposobljenost. Odgovor je ne, to ni opredeljeno v odloku, mora pa biti ena oseba, ki je seveda kontaktna v primeru ugotavljanja ustreznosti izvajanja tekmovanj. Potem vprašanje vezano za mehurčke mladincev in kadetov. Se pravi, kot smo že prej povedali, mehurček za mladince in kadete je opredeljen v primeru tako imenovanih državnih reprezentanc, zaradi tega, da se ne mešajo in da so potem v nekem varnem, zdravstveno neoporečnem okolju.
Vprašanje je, ali to velja tudi za recimo klubske mehurčke ali pa mehurčke na klubskem nivoju. Odlok po novem omogoča tudi tekmovanja, odgovor je, da odlok po novem omogoča tudi tekmovanja, mladinska tekmovanja na najvišji državni ravni. In ker so tovrstna tekmovanja dovoljena, seveda je dovoljen tudi proces športne vadbe oziroma treningi zanje. Mi toplo priporočamo, da se tudi za mlajše športnike, ki jim je dovoljeno tekmovanje in posledično treniranje, da se uporablja tako imenovani mehurček, zaradi tega, da se jih čim manj izpostavlja, saj smo kot družba skupaj ocenili, da je izobraževanje eno od najpomembnejših vrednot in smo težko pričakovali, da se bojo šole odprle. In zdaj, ko so se odprle, si želimo, da se tudi v športu čim bolj spoštujejo ukrepi za to, da se otroci ne mešajo preveč pri izvajanju športnega programa, zaradi tega, da se potem tudi ne ogroža tako težko pričakovano odprtje šolskega sistema. Potem imamo vprašanje vezano za garderobe. Uporaba garderob. Pri uporabi garderobe je potrebno slediti priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se pravi v posebnih protokolih oziroma priporočilih je opredeljeno, pod kakšnimi pogoji je možno garderobe uporabljati oziroma celo je odsvetovana uporaba garderob, vkolikor nismo sposobni ali pa ne moremo zagotoviti tistih predpisanih standardov, ki omogočajo varno uporabo garderob. Brezkontaktna športna vadba oziroma uporaba športnih rekvizitov. Kot brezkontaktna vadba je v odloku mišljena predvsem vadba, pri kateri ne prihaja do fizičnega stika med posamezniki. Naše tolmačenje, ki si želimo, da je čim manj omejujoče, je, da lahko tudi športne rekvizite, ki se delijo vadeči, v teh skupinah uporabljajo, kot je recimo žoga, ampak ob uporabi, dosledni uporabi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se pravi tako glede splošne higiene, nedotikanja obraza in tako naprej, kot razkuževanja športnih rekvizitov. Tako kot je že dr. Slokan povedal in naša direktorica, z tokratnim odlokom ne želimo preveč restriktivno delovati, ampak je v tem trenutku in na ta način velika odgovornost na športnih sredinah, na vseh športnih delavcih in tudi vadečih, da se ravnamo odgovorno, da ne bi potem zaradi neodgovornosti ali pa lakomiselnosti že čez teden ali pa dva doživeli vnovično zaprtje športa, ki smo bili priča zdaj dobre 4 mesece. Jaz mislim, da sem tisto, kar je bilo, vprašanje še glede vadečih in trenerjev, in sicer ali se razume, da je v skupinah do 10 dovoljeno, da je zraven samo en trener ali lahko več trenerjev. Število trenerjev oziroma strokovnih delavcev, ki spremlja skupine do 10, ni omejeno na enega. Sploh pa zaradi tega, ker je zdaj po novem določeno, da morajo biti strokovni delavci v športu tudi testirani na prisotnost virusa in s tem se tudi zagotavlja večja varnost. Toliko z moje strani. Gospod Mikić, smem samo še to, morda mi je ušlo, ampak kako lahko, na kakšen način, če sploh vadijo borilni športi? Ja, se pravi, za tiste športnike, ki jim odlok omogoča nemoteno in neovirano treniranje, se pravi vrhunski športniki, perspektivni športniki, poklicni športniki, te tisti, ki se udeležujejo državnih prvenstev, oni lahko normalno vadijo. Recimo ovira lahko nastane pri tistih športnikih, ki jim tekmovalna dejavnost v tem trenutku ni dovoljena, zaradi česar oni ne smejo se vaditi na razdalji, ki je manj kot 2 metra. Hvala lepa. Bi morda na kakšno vprašanje odgovoril še kdo izmed vas, ki ste tukaj prisotni? Lahko jaz mogoče še statujem tu interpretacijo glede borilnih športov, pa tudi mogoče plesa, pa je to vprašanje za ministrstvo. A ne bi bilo mogoče razlagati, da bi bilo možno pri teh športih, kjer dejansko je trening zelo otežen, če ni tega telesnega stika, da bi
bilo dopuščeno, da če imajo tudi ti športniki opravljen ta test, ki je star manj kot 7 dni, da bi lahko izjemoma izvajali vadben proces, tudi v stiku, ki je bližnji kot 2 metra. Direktorica? Ja, jaz mislim, da je pač to z razlogom. Jaz sem že prej na začetku povedala, da zdaj smo spustili v šport res tisoče mladih športnikov in tudi rekreativcev. In pač nekje spet treba žal meje postaviti. Zdaj, borilni športi imajo to specifiko, ampak v določenem času, jaz upam, da je to samo prehodno obdobje in da ko bomo pazili in ko bomo odgovorni do tega, da bomo potem kmalu lahko prišli v drugo fazo, v rumeno fazo, ki bo pa sproščeno, verjetno tudi, vsaj upam, tudi za te kontaktne športe. Dokler pa je to tako, kakor imamo, epidemiološko sliko, kakršno imamo, pa se žal moramo držati, bojo mogli v tem obdobju prilagoditi treninge, se pravi tisti kontaktni športi, še posebej, tle gre pa res za neposreden dotik športnikov, pri borilnih športih, pač nekaj časa še zdržati. Pač jaz lahko edino apeliram, da ste tukaj odgovorni in še malo strpni. Če lahko jaz sam mogoče dam še eno strokovno obrazložitev tukaj, zakaj sem to rekel. Tudi pri tekmovanjih imamo stike in tam je popolnoma enak princip, da zaradi tega je dovoljeno, če imajo športniki tudi ta test opravljen. Zato se mi zdi tudi popolnoma ekvivalent, tudi z vidika ogroženosti. Zato bi predlagal, da se razmisli o tovrstni rešitvi, ker mislim, da bi za borilne športe veliko pomenila. Se absolutno strinjam, ampak potem pridemo enako tudi do rekreativnega športa, kjer tudi teh borilnih športov imamo na rekreativnem nivoju ogromno. Res moramo nekje mejo žal postaviti, ker zdaj ne govorimo, še enkrat poudarim, ne govorimo več za 1000 športnikov, ampak govorimo za več 10 000. Da ne omenjam 100 000 športnikov. Če lahko še jaz tudi mislim, da tu množičnost, to smo se že mi pogovarjali v bistvu na teh sestankih, predtem lahko postane pol problem. Za premisliti o tem, kar Gregor predlaga, jaz mislim, da tudi delna rešitev je, da če bi se že šlo v to, da se reče vsaj na začetku, da je to vedno enak par, sparing par, da se ne menjuje partnerja, ne med plesom, ne med tem, ker s tem pa v bistvu ta mehurček lahko zožaš, Drugače pa tle, ko res gre za ogromno teh, po mojem na vrhunskem nivoju bi se to dalo urediti, ampak potem bi pa imel v bistvu ta rekreativni nivo, ki pa, ne vem, jaz tudi upam, da se bo slika tako, če bo tako potekalo, če se bomo tega držali, da bomo zelo hitro uspeli v bistvu priti v ta segment. Je pa za premisliti, pa v bistvu pogledati, kakšne so potem možnosti, da se to vpelje, So pa tle definitivno prikrajšani, to mislim, da se vsi strinjamo in se zavedamo, ampak res nekje je tista za začetek, jaz tako, ko gledam, v bistvu trenutno imamo takšne ukrepe, je pa za premisliti seveda, če se da še zadeve individualno tako določiti te specifike, s takšnim pojasnitvam, kot je Gregor dal, da se proba pač nasloviti. Hvala. Če bi smel jaz sam še eno, potem pa ne bom več govoril. Jaz nisem tako hud optimist, da se bo zadeva kar tako izpeljala in bo šla, da se bo sploh glede na kazalnike, ki jih vlada upošteva, da se bo šlo v nižje faze, ampak se bo kvečjemu zgodilo obratno, da bo prišlo do tako imenovanega učinka odboja in da bomo znova šli v rdečo fazo in se mi zdi tu zelo pomembno, da bi šport ostal vsaj tako, kot je z tem odlokom, tudi v rdeči fazi odprt, zaradi tega, ker mislim, da bojo vezano na to, kar sem želel povedati, ravno to, da bi tudi za borilne športe našli tukaj rešitev in absolutno, jaz sem tudi imel v mislih to, da se skuša najti stalne partnerje, hkrati pa, da zagotovimo tudi, da ne pride, oziroma to obolevnost, da ne bi en drugega prenašali. Najlepša hvala. Obljubil sem, da damo besedo še komu izmed teh, ki so z nami, skoraj 400
udeležencev našega športa se je odzvalo tej naši današnji okrogli mizi, če lahko tako rečem. Prvi je roko dvignil Aleš Jug. Aleš, ste z nami? Lahko slišimo vaše vprašanje, je kaj takšnega, na kar še nismo odgovorili? Ja, zdravo. Aleš Jug iz Rokometne zveze. Dva vprašanja imam. Mi smo ena redkih športnih panog, ko že od oktobra testiramo pred vsakim krogom vse ekipe. In ekipe imajo v bistvu ta pravila imamo, bom rekel, mi še bolj stroga, ko jih je zdaj pač vlada postavila. Zanima me pa ena zadeva. Bilo je rečen, glede teh testov nam je zdaj pač jasno, da morajo biti to pooblaščeni, večinoma klubov to imajo, ti, ko že testirajo. Kaj je pa s testi? A so testi, ki jih imamo, ki smo jih mi že nabavili, ali lahko te teste pač uporabljamo preko teh pooblaščenih zavodov oziroma pooblaščenih oseb, ki teste izvajajo? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje imam pa, rečeno je bilo, da pač, če sem prav razumel, da se testirajo pač v fazi tekmovanj športniki, to se pravi, test mora biti prav 7 dni, kar pomeni zdaj to, na tak način, da sem razumel, da v času priprav oziroma samih treningov ni treba testirati tekmovalcev. Ali je potrebno? To je to, kar se mene tiče. Hvala lepa, gospod Jug. Kdo bo podal odgovor? Bom poskušal jaz. Se pravi, kar se tiče testiranja, ja, možno je, se pravi, če se zveza oziroma klub, ki je že kupil hitre teste, dogovori z izvajalcem, da jih seveda uporabi. Izvajalec v tem primeru garantira, da pač te teste, ki jih bo uporabil, ustrezajo ustreznim standardom. To ni prepovedano. Drugo, kar je vezano za testiranje, ja, tako kot ste sami povedali, in sicer med izvajanjem treningov ni potrebno, da imajo športniki pač negativen test, ne. Pomembno je, da ga imajo na dan tekmovanja, zaradi tega, ker na tekmovanju prihaja do stikov zunaj tako imenovanih mehurčkov. Se pravi, prihajajo sodniki, delegati, ki niso iz teh sredin, v katerih športniki trenirajo, prihajajo tudi druge ekipe, ki prihajajo iz drugih sredin. Zaradi tega je na tekmovanju pomembno, da so vsi testirani in da je ta navzočnost neoporečna z vidika prisotnosti virusa. Med treningi pa za športnike veljavni test ni potreben, razen za trenerje. Ok, hvala. Pa dajmo še eni dami priložnost. Alenka Vodopivec, dober dan, dobro jutro, ni več jutro, kaj ne da, dober dan, kje vas Čevelj žuli? Dober dan, pozdravljeni. Jaz sem iz šolstva in sem se priključila zato, ker mi je moj sodelavec poslal povezavo in želim izvedeti čim več uporabnih stvari, ker v ponedeljek štartamo v srednji šoli in ste mi odgovorili na polno stvari. Bom pa poslušala še pol naslednje rekreativno srečanje, tako da hvala. Super. Najlepša hvala, Alenka, da smo vas videli, pa odgovorimo še na eno vprašanje. Saša, mogoče bi jaz tu eno informacijo podal, ko je to šolsko polje. Na spletni strani SLOfit je možno najti kar veliko nasvetov za poučevanje tako višjih kot nižjih razredov in posameznih vsebin, ki smo jih pripravili strokovnjaki. Tako da vse, ki jih to zanima, lahko na spletni strani SLOfit nasvet najdejo to vrstne informacije. Alenka, sedaj veste še več, ker pojdite tja, kamor vas je naš nekdanji odlični plavalec tudi napotil. Končali bomo z DK-jem. DK, ste z nami? Najprej se nam prosim lepo predstavite, postavite vprašanje in verjamem, da bo od ponedeljka tudi vam lažje. DK, ste z nami? Ne. Ja, DK-ja ni, bomo pa dali besedo, da konča vse skupaj. Matic Kuhar. Matic, dobro jutro. Dobro jutro. Dober dan. Jaz sem eno vprašanje, zdaj sem ga škala noter v vprašanje napisal, pa me sam zanima, zdaj na klubski ravni imamo pač namen izvesti
mehurček med počitnicami in me zanima, kako je s tem testiranjem, ker glede na to, da mora biti za izvajanje pač dejavnosti 7 dni star test. Če je test izveden, na primer v torek, ali velja potem za 8-dnevni mehurček do konca testiranja, ali ga je potrebno vmes med mehurčkom ponovno izvesti? Ja, če je tolmačenje oziroma predpisano, da test ne sme biti starejši od 7 dni, potem 8. dan ni več 7-dnevno obdobje, tako da jaz mislim, da je znotraj tega obdobja potrebno praviti še en test, zato da zadostimo pogojem. Ampak smo vsi načeloma bomo znotraj zaprti, v mehurčku bomo vsi pač ne bomo imeli stikom z zunanjimi, a ne, in ne vem, samo zaradi tega. Doktor Slokan. Ja, bom se jaz priključil. Dejstvo je, da je tu tolmačenje 7-dnevno, je pač 7-dnevno, nikjer ne govori o mehurčkih, o nekih drugih zadevah. 7 dni je pač isti rok, je pač treba še enkrat, če to izvajate 8-9 dni, izvesti še eno testiranje. Tudi tolmačenje zdravstvenega inšpektorata je tako. 7 dni je zato 7 dni, mišljeno je kot en teden, potem pa v tistem tednu treba še pač izvesti enkrat testiranje. Ok, najlepša hvala. Najlepša hvala vsem vam. 22 minut čez smo potegnili. Ja, tema je pereča. Vabljeni že zdaj, skoraj 400 sem vas naštel prejle, če morda koga pa sem prepričan, da res koga zanima tudi šport za vse, da se nam pridruži od 11. ure dalje, ampak preden se poslovimo, saj veste, kako je. Prva in zadnja beseda sta zmeraj šefovi. Gospod Gabrovec. Ja, hvala. Vmes sem dvignil roko, upam, da sem si še zapomnil, kar sem hotel vprašati, oziroma na nek način tudi morda sugerirati, ne. Zgodilo se je, oziroma kar nekaj 100 športnikov je prebolelo COVID. Prebolelo ga na tak način, da niso bili ne testirani z ne temi hitrimi, ne z onimi testi, enostavno so ga preboleli in seveda šli na samo tako zvano testiranje v zdravstveni dom in pridobili potrdilo, da imajo protitelesa. In je zelo umestno vprašanje, a to velja kot zgodba, ne, se pravi, prebolel si COVID, ne, nisi bil, ker si bil, bi rekel, asimptomatičen, ne, šel si na samo testiranje v zdravstveni dom in gotovil potem, to se pravi, čez nekaj časa, da imaš potrdilo, da imaš protitelesa, ali to velja kot zgodba, se pravi, enako kot tisti, kateri so uradno, ne, z sistemom karantene preboleli COVID. Kdo bo to odgovoril? Mogoče doktor Vedran? Jaz sem enako. To je vprašanje po mojem za inšpektorja, ker sem jaz ravno isto stvar naslovil prej, ne vem, če smo se razumeli. Točno to je to vprašanje, ne. No, se zato si me spodbudil, ker ni bilo odgovora na tak, sem jaz to malo bolj po domače povedal, ampak upam, da je razumljivo. Ja. Vam bom hitro odgovoril. V 3. odstavku zadnje alineja, ko govori, kakšne testi morajo biti, točno o tem govori tudi določba. Tisti, ki imajo potrdilo, moraš imeti potrdilo zdravnika, da se to prebolo, da imaš protitelesa, je to enako, kot če imaš hitri test, PCR test in tako dalje. Tudi v odloku je to navedeno kot zadnja alineja. Ok, super, ja. To je zelo bistveno, važno je, no, ja. Hvala lepa. No, kar se pa tiče, če sem bil pozvan na nek zaključek, recimo, ne, jaz verjamem v to, da smo sposobni, ne samo zaradi tega, ker je bila ta, bi rekel, zelo uspešna izmenjava mnenj ali pa, bom rekel, predstavitev tega, kaj se lahko in oziroma kaj se še ne sme, to dejansko izpeljati tako, da bomo najprej varno športali v vseh kategorijah športa. Zdaj pri borilnih športih je pač, bom rekel, sem iz tega področja, bi pa tako priporočal vsem, ne samo judo, ne, ampak tudi vsem ostalim, resnično se dajte v zdravstvenih kategorijah, ki ne spadajo v to skupino, ne, za katero vemo, ne, se kategorizacija in pa registriranost pomeni od 12. leta naprej, ne,
se tega resnično zavedati, ne, da ne bi resnično borilni športi bili tisti, ki bi na nek, bom rekel, način seveda tudi nehote širili epidemijo ali pa jo številčno povzročali, zato, ker na koncu koncev tudi to se da meriti in potem bi bilo to tudi slabo, kar se tiče reklame za borilne športe. Zato še enkrat poziv in pa seveda z prepričanjem, da smo Slovenci toliko, bom rekel, disciplinirani, da hotel sem malo bolj sočen izraz uporabiti, ampak javno ne smem, da bo pandemija resnično čim prej prišla v zeleno fazo, ki pa potem omogoča vse te dejavnosti, ki so pač svojstvene športu. Hvala lepa. Hvala lepa vam, gospod Bogdan Gabrovec. Hvala lepa tudi vsem za res izčrpna pojasnila in naj bo od ponedeljka dalje tudi življenje vseh, ki se ukvarjajo s športom, bodisi na tekmovalni, bodisi na rekreativni način prijaznejše. Hvala lepa vsem in nasvidenje. Ja, lečno. Ja.